Dobrodošli, dobrodošla, dobrodošel. Tukaj pred teboj sem, Maja Čepušek, mentorica za varno in učinkovito uporabo eteričnih olj. Tako da seveda danes bomo govorili o moči arome in varni uporabi eteričnih olj, predvsem za zdravo in opolnomočeno življenje, za seveda varne in učinkovite in cenovno ugodne rešitve za zdravje. Spregovorili bomo o tem, kaj so eterična olja, o problematiki pridelave, potem o varni uporabi eteričnih olj in o 10-letnih izkušnjah rastomeljenih uporabnikov, ki imamo z eteričnimi olji res odlične izkušnje in so nam zelo olepšali, samo življenje in seveda na splošno vse, tudi tisto, pri čemer si nismo predstavljali, da je lahko. Kar se tiče samega uvoda sem želela mogoče izpostaviti to našo možnost izbire. In sicer verjetno si tukaj, ker poznaš sodobni pristop, ki, velikokrat daje poudarek na to, da so glavne zvezde pri izzivih simptomi, in se nekako poskuša z nečim, kar ljudje proizvajamo, in obravnavamo potem samo pri tistem, kar je vidno, direktno, najbolj očitno, nekako negovati in stvari ostanejo, tiste glavne stvari, in seveda to so vzroki, a ne. Na drugi strani pa je pristop, ki ga verjetno tudi iščeš in si zato na tem webinarju, tako da ja, si na pravem mestu. Moja, globlja razmišljanja o tem so se pričela z letom 2013, ko sem, pod srcem nosila svojo prvo hčerko. In v bistvu tudi v življenju nasploh mi je bilo pomembno, da če že imam neke težave, da se vedno tudi poskušam najti osnovni vzrok tem težavam in da se za zdravje poskrbi celostno. In ko vseeno veš, a ne, to se je pač pri meni osebno zgodilo, da boš postal še bolj odgovoren v tem svetu, da se bo verjetno odprlo čisto eno novo poglavje življenja in iskreno, niti ne veš točno, dokler res nisi tam in odkrivaš vse sproti, kar je tudi prav, ampak vseeno se želiš, odvisno kakšen karakter si, tudi seveda že malo pripraviti in v bistvu sem zelo vesela, če bo mogoče danes tudi marsikomu od vas, pomagala, ne glede na to, kje v življenju zdaj ste, tudi najti smernice in, pomoč pri odločitvi, a ne, tudi zakaj se odločati. Tako da, da, tukaj se verjetno odločamo o tem, da želimo naravne rešitve in rešitve, ki negujejo vzroke, zato da se potem celostno podpre naš naše zdravje, naše celostno dobro počutje, naša čustva in seveda tudi fizično telo. Torej pričnimo na začetku. Kaj so eterična olja in kaj je ponavadi v svetu eteričnih olj tudi problematika, ko pride do pridelave? Moč esence najdeš v rastlinah najprej kot takšno, kot esenco. In potem tekom tega ljudje s pomočjo recimo dobrih, bomo rekli, predprejšnjem stoletju, začnemo res malo bolj aktivno tudi proizvajati oziroma pridobivati to iz rastline, saj se pač nahaja lahko v različnih delih rastline, včasih samo v enem njenem delu, včasih v več njenih delov in so v bistvu s procesom največkrat seveda res, parne destilacije, velikokrat tudi s stiskanjem lupinice, to je recimo primer za citruse, ki smo pač, kjer imamo edinkrat res 1:1 tisto, kar stisnemo, je že naravno prisotno v lupinici sadeža citrusa in potem tudi 1:1 dobimo dejansko nazaj, a ne, kot obliko eteričnega olja. Medtem ko vse ostalo pa seveda tekom, procesa res pridobiva lahko tudi velikokrat kakšno novo spojino, ki jo prvotno kot esenca ni bilo najti v sami rastlini. In zaradi tega so te, tekočine, ki jim sicer malo zmotno rečemo eterična olja, ker niso olja, niso mastna, a ne, ampak velikokrat v bistvu zelo hlapijo, je pač nekaj, kar nam rastlina da,
ker pač je tudi sama imela za to, da se bo zaščitila pred okoljskimi nepredvidenimi stvarmi, na drugi strani tudi za nas, do nas, zato da nas lahko celostno podprejo. In dejansko v bistvu je najbolj neverjetno, da med vsemi podpornimi, recimo komplementarnimi vejami, ki podpirajo uradno, recimo temu zahodno medicino, je to nekaj najhitrejšega, kar lahko deluje na nas, v nas, in sicer ker v 30 do 90 sekundah že vpliva na naše fizično telo, na naše razpoloženje in to brez stranskih učinkov. Tako da kaj si želiš, a ne? Jaz verjamem, da če imaš rad naravne stvari, si zagotovo želiš organske rastline in pač trajnostno prijazen proces pridobivanja in negovanja tega v smislu do narave in seveda tudi do nas ljudi. Seveda si želiš, da raste na avtohtonih tleh, da se pač ne izkorišča zemlje, po drugi strani, da se podpira lokalne ljudi, da raste pod primerno klimo, edino tako lahko približno od 100 do 500 spojin v eteričnem olju kot esenca sploh da osnovo, a ne, v rastlini. Če tega ni, tega nimamo. Želimo tudi, da se jih po žetvu, obiranju pač te rastline ne bo daleč, torej tam največ 60 do 100 kilometrov do brata za predelavo, zato da ne izgubi res svoje kvalitete in moči. Zdaj ne glede na to, ali gremo v stiskalnico za citruse, iz lupinice, ali gremo v destilarno za destiliranje, kot sta recimo sivka, poprova, meta, vodna destilacija, enfleurage, pač različne tehnike so, ampak res, da večinsko pa je seveda destilacija. Želimo tudi moralno, etično čiste prakse in pravično plačilo kmetom, pridelovalcem, čeprav vemo, da se lahko to zelo izkorišča, ampak meni se zdi vseeno pomembno, da dobim izdelek do sebe z neko čisto energijo, ne samo kvaliteto. To pomeni, da od tega izdelka vsi pridobimo in zraven še ščitimo naravo. Potem želim tudi sledljivost do kmeta. To je pač nekaj, do česar se dokoplješ samo, če se res zakoplješ v raziskovanje, v svet trga eteričnih olj in ugotoviš, da velikokrat te informacije sploh nimaš na voljo. Želimo takojšnje testiranje vsake serije. To se pravi, če jaz primem svojo stekleničko sivke, a ne, da je spodaj napisana točna serija in da si jaz lahko tudi če nisem kemik, tudi če nisem uradni aromaterapevt, da lahko pogledam kemični izkaz točno te sivke v tej steklenički, ki jo imam pred sabo, in da je to opravljeno v zunanjih neodvisnih laboratorijih, da ne pride do kakšnega potvarjanja. Želimo tudi testiranje v vsaj 8 metodah, organoleptično testiranje, mikrobialno testiranje, želimo plinsko kromatografijo, potem masno spektroskopijo, FTIR testiranje, kiralno testiranje, izotopsko analizo, testiranje na težke kovine in tudi testiranje po prevozu teh olj, ne samo tisto, ko je bilo še jasno, točno od določenega kmeta, ampak tudi testiranje po ustekleničenju. Se pravi, da jaz, če je karkoli, lahko pridem do podjetja in rečem: "Okej, a imate vi, a hranite v banki, a ne, točno te moje serije, to stekleničko." In kar ne želiš, je to, da ne želiš prelivanja, kot je velikokrat, in da se pol nalepi gor nalepka enega podjetja, v smislu pride z večih koncev in absolutno s tem, kaj izgubimo? Izgubimo sledljivost in tudi vpogled v samo kemijo eteričnega olja. Tako da ja, želimo naravna, neobdelana, želimo, takšna, eterična olja, za katera velja vse tisto, a ne, kar smo rekli v večinskih točkah sedaj, ne želimo pa obdelanih, ne želimo dodelanih, ne želimo dopolnjenih eteričnih olj. V smislu tega, da, pač tukaj notri ni še kaj drugega od drugega olja, sintetičnega, ali pa na drugi strani tudi, mogoče dejansko kakšno rastlinsko olje kot olje, zato da se pač v znak večjega izkupička določene serije dobi več, v smislu predvsem kakšnih posrednikov, niti ne toliko največkrat proizvajalcev ali pa celo kmetov, ki so velikokrat na trgu eteričnih olj praktično ostali brez plačila. Tako da vem, da je to ogromno stvari in tudi današnji webinar in srečanje je temu namenjeno, ker jaz sama sem to iskala in zbirala precej dolgo, pol leta sem se odločala, potem tudi, ko sem to dobila, sem ugotovila, da je ogromno, informacij na spletu, pa tudi dejansko v bistvu, kaj vse dopuščajo uradni
rečemo lokalni, za nas evropski certifikati, tudi drugje je podobna situacija. In seveda ugotoviš, da je toliko enih možnosti za tisto, kar ne želiš, da težko najdeš podjetje z eno tako čisto moralno, etično, res visoko prakso. In jaz sem to za sebe, predvsem v prvi vrsti, na drugi strani tudi nekaj, kar želim res varno in učinkovito, a ne uporabljati na svojih otročkih, bodočem otročku, pač res dolgo, dolgo iskala in tudi zbirala v Excelu. Skratka, tudi tebi priporočam, da narediš podobno. Tukaj imaš vse informacije, kaj iščeš in česa ne iščeš, da bo tudi tvoja družina, kot sem jaz 2014, našla. Ja, ko se zakoplješ v globine raziskovanja, ti je v bistvu jasno, kje so te, kot sem rekla, luknje, kako iskati kvaliteto, kako iskati pojem ne samo organskega, nadorganskega. In seveda tudi iščeš najbolj testirano, najbolj zaupanja vredno. Tako da meni je res velik in globok vpogled se to dalo pri tem, da sem našla 4 stvari, recimo, ki so mi bile, da, ja, pri podjetju doTERRA zelo, zelo všeč in v bistvu potem tudi obudno opazovala, če je vse to res, kar govorijo, kar precej časa preizkušala različne znamke, primerjala res neverjetno veliko število menda dobrih znamk. Tako da jaz res danes želim, da mogoče tudi ti narediš to svojo domačo nalogo, ker edino tako lahko prideš do svojih pravih odgovorov, ne samo tisto, kar ti nekdo reče ali pa kar je nekje na nekem forumu zapisano. Da najdeš CPTG, ne certifikat, ampak nekaj, kar v bistvu ni sploh vzporedno s kakšnim certifikatom, ker ne dopušča nič filanja, dopolnjevanja drugih snovi, kaj šele naravnih, na drugi strani tudi kaj šele sintetičnih, a ne. Da zahteva in izkazuje ekološko vzgojo rastlin na avtohtonih tleh, skrben in res tak proces pridobivanja za čistost, brez dodanih naravnih in drugih spojin in vedno enako moč delovanja. Vedno enako moč delovanja. Zato, da jaz vem, kaj pričakovati in pol bom vedela, kako to uporabljati in kako to dozirati. Potem metoda, ki pač meni osebno res veliko pomeni, to se pravi, da greš do vira, da greš do kmeta, da daje pravično plačilo, a ne, kmetu in na drugi strani tudi nabiralcu, destilerju, da ukinja posrednike in da s trajnostnim pristopom res tudi skrbi za okolje in lokalno skupnost. Potem, da tisto, kar sem prej rekla, ne, da če hočem čisto serije, da točno to številko v tem našem primeru, a ne, če vidiš na sivki na dnu, pač imaš eno črko, pa potem 6 številk, pa potem še eno črko. In v bistvu teh 6 številk lahko ti dejansko v javno dostopno spletno banko, ki se imenuje sourcetube.com, vtipkaš noter in dobiš točno za svojo serijo posamičnega eteričnega olja pri doTERRI dejansko naravno kemijsko podobo vsake serije. In vse se testirajo v zunanjem laboratoriju, na mestu pridobivanja, drugič se testirajo po prevozu in še tretjič po ustekleničenju. Potem tudi, a ne, da vem, ker pač dejstvo je, da večina eteričnih olj res prihaja iz dežel tretjega sveta, sicer sivka, nam najbolj poznana, zagotovo največ iz Bolgarije in iz Francije, zaradi ugodnih pogojev zemlje in klime, kot smo že rekli, ampak potem še drugih pogojev, ki smo jih našteli, da hkrati tudi vem, da je dobro poskrbljeno za njih, za pridelovalce in za tiste v bistvu, ki so znotraj procesa, da to dobro čisto olje, ne samo čisto po svoji kemijski, a ne, sliki, ampak tudi čisto po načinu pridobivanja do narave in do človeka pride do nas, a ne, do mene. In v bistvu, da mogoče všeč mi je tudi, da velik del zaslužka ne gre v neko reklamiranje ali pa na drugi strani, kot pri večjih podjetjih, v vrh samega podjetja, ampak da se tudi ogromno lahko usmeri nazaj v tiste, ki dejansko v tej skupnosti, predvsem deželah tretjega sveta, sodelujejo, da se to pridobiva. Ali v času tudi družbene krize, pač da imamo res nekaj takega, kar je neodvisno, na drugi strani neprofitno, absolutno. Tako da imamo ogromno, ogromno tega tudi pri doTERRI in na drugi strani mi je izredno všeč, ker tudi sodelujemo v ogromni meri tudi z raznimi res medicinskimi ustanovami, priznanimi, na velikem področju onkologije v ZDA, potem tudi v Evropi s porodnišnico, recimo nam najbližje zagotovo jo poznaš, Udine, se pravi Videm. Potem v Nemčiji, da se to velikokrat uporablja, tudi v slovenskih uradnih javnih inštitucijah za zelo čist zrak in za dvigovanje razpoloženja. V privatnih praksah, vedno bolj v slovenskem prostoru, pa naj bo to zobozdravstvo,
potem tudi dejansko klinike, in še veliko ustanova, tako da če te kaj več zanima, se lahko tudi obrneš name. Skratka, ta serijska številka me na soštudiju popelje do tega. To vem, da tiste, ki ste recimo res doma v kemiji, vam bo to ker to dejansko praktično še nihče ne omogoča, tudi v vseh teh letih, ker od 2014, ko sem to sama spoznala, pač je res preteklo do današnjega dne že 10 let, ker enostavno pač proces tega predrag večini, ker se denar mogoče usmerja v tiste zame nepomembne smeri, ki sem jih tudi že poprej naštela. Tako da tudi, če te več zanima o tem, ti lahko pošljem dostop, pa si lahko pogledaš sama, pogledaš sam. Zelo mi je všeč, kot sem rekla, tudi, da sodelujemo z, medicinskimi ustanovami. Tisti, ki ste doma na kakšnem PubMedu in imate radi res uradne raziskave, predklinične, klinične študije, zagotovo veste, koliko je pomembno, da imaš ti pri sebi, izdelek, ki ima stalno enako potenco delovanja, ker šele to ti lahko pol omogoča, da ti raziskavo izvedeš, da je pač merodajna, ne, da pač ni, da imaš zdaj, ne vem, sivko, ki ima med 100, 500 spojinami, pač nečesa res veliko več ali pa veliko manj, a ne. Meni je bila zelo nora informacija, da zdravila uradno, pač tudi po evropski zakonodaji, morajo imeti od 95 do 105% delovanje. Pri doTERI dovoljujemo predvsem pač to odstopanje, ne sme biti preveliko, a ne. Medtem ko pri doTERI mi je zelo všeč, da, recimo, če gremo direktno na sivko, pač ena spojina se imenuje linalol, in da pri nas ne sme odstopati za več kot 50% od serije do serije. To se pravi, če tega ni, tistega mi ne bomo dobili v te stekleničke. Medtem ko govorim o uradnih certifikatih na trgu, tudi evropskem, dovoljujejo do 200% razliko ali nihanje linalola v sivki. In ti se potem sprašuješ, okej, če jaz lahko pričakujem od ene kapljice ta učinek, ki sem ga doživel, kako naj vem pri evropski certificirani sivki, a bom res z isto količino, torej z eno kapljico, drugič res dobil enako. Ker pač enostavno ni še sistema, ki bi te stvari uravnaval. Tako da, ko je bilo opravljeno pri Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, pač, ko je bila opravljena ena večja raziskava trga eteričnega olja sivke, lavandule angustifolie, natančno, to se pravi širokolisne sivke, ki jo imamo tudi v teh stekleničkah, je bilo 2/3 sivkinih olj, eteričnih olj na trgu onesnaženih ali slabše kakovosti, v smislu pač ne, konstantne moči oziroma potence delovanja. doTERA je bila prav navedena, dovajam, dosledno nad serijo iz leta v leto, ima visoko stopnjo čistosti in zato se bolje absorbira kot sintetična eterična olja sivke na svetovnem trgu. Doslednost lahko se zanesete na enak odmerek vsakič, ko uporabite eterično olje sivke. Spodaj imate tudi vsi tisti, ki vas to bolj zanima, tudi naveden članek. In sedaj trenutno tudi se v raziskavo vključuje še ostala naša posamična olja, tako da zagotovo lahko pričakuješ in pričakujemo, da bo v prihodnosti še več doTERInih olj zlatega standarda oziroma merodajna vrednost za ostala eterična olja, kakšno kakovost morajo doseči, da se jih vključuje v raziskave, predklinične in klinične, tudi na PubMedu. Študije, iz bolnišnice, ki ima celostni pristop, torej holistični pristop do zdravja, Meridian Health in Nacionalni center za raziskave naravnih proizvodov, so tudi dokazali, da eterično olje sivke doTERA doseže v telesu skoraj 2-krat večjo raven kot sintetična, kar dokazuje, da je v bistvu naše eterično olje tisto, ki se absorbira bistveno boljše kot sintetične kemične spojine. Ravno tako sintetične kemične spojine, tisti, ki ste doma v kemiji, veste, da tako kot pač rečemo radi, da, se ustvari lahko, ko nekaj naravnega poustvariš v kemiji izomer, kot neke vrste zelo enostavno povedano zrcalna slika tega, nam ravno zaradi tega ta sintetika v telesu ustvarja stranske učinke, kar jih pa eterična olja ne. Tako da konsistenca ključnih, kar berem, kemičnih spojin v eteričnem olju sivke doTERA, ima podobno konsistenco sestav v serijsko proizvedenih izdelkih. Skratka, povezani z zdravjem, ta doslednost je ključna za zagotavljanje predvidljivih, zanesljivih rezultatov, ki so pomembni tako za potrošnika kot seveda tudi za raziskovalca, ki mora imeti ravno to. Dam en primer iz slovenskega
veterinarskega sveta, kjer že leta sodelujem z veterinarko, ki izvaja raziskave umiranja, ovnov. To se pravi v študiji, sicer je bila izrabljena v te namene naša narda, to je spiked nard, probavali smo drugače sivko, v prihodnje tudi zanima, delovanje pomirjanja nekaj ostalih eteričnih olj, ampak ona res pač rabi nekaj, kar ima zelo, konsistentno kemijsko sestavo, da to lahko sploh vključuje v raziskavo, zato se je tudi odločila za doTERRA. Kot ti, pa tudi vem, da tvoji najdražji, recimo, ko uporabljate eterično olje sivka, s tem veste, a ne, kot uporabnik, da je najčistejše in najkakovostnejše eterično olje sivka na tržišču, ki podpira znanost oziroma ki ga znanost zelo ljubi ravno iz tega vidika. In tukaj imamo v bistvu še en tak krožnik, ki pokaže, koliko je v bistvu na trgu identičnega, koliko je v bistvu na trgu nekaj, kar je primerno za uživanje, koliko je stestiranega in kakšna stopnja te, recimo, certificirane, oziroma, čiste, testirane ravni se sploh najde. In tako da smo en mali košček, ki jaz mislim, da na dolgi rok zagotovo zaradi te čiste prakse, tudi podpira res prihodnost eteričnih olj oziroma trga eteričnih olj. Tako da varno uporabo eteričnih olj seveda lahko izvajaš z oljem, ki je kakovosti, kakršne sem zdaj opisala. Vem, da sem na tem zdaj se ustavila za 20 minut, kar je polovica tega srečanja in webinarja, ampak moraš se zavedati, da ni zdaj, ko rečeš, ko boš slišal, ne, kaj lahko čajevec naredi, da boš rekel: "Okej, grem kar po en čajevec, a ne, pa bo isto naredil." Ne, pač jaz, kar bom razlagala, tako da tudi v tvoje roke odgovornosti polagam, lahko razlagam za varno uporabo in za učinkovanje eteričnih olj doTERRA, tako da se tudi webinar absolutno, ozira in navaja izkušnje z našimi, torej doTERRA-nimi eteričnimi olji in izdelki. Ja, meni so noro učinkovita naravna rešitev, tako tudi mojim uporabnikom v zadnjih letih, ne samo zadnjih, pravzaprav v 10 letih. Sestavine, ki jih imajo, oziroma spojine so v bistvu zaradi koristnih učinkov pridobljene in destilirane, kot smo že rekli, iz rastlin. In ker to vsebuje na stotine različnih sestavin, je v bistvu to noro dobro, ker ima ravno zaradi tega eno eterično olje lahko noro kompleksne in vsestranske zmožnosti delovanja, to se pravi na naš na naša čustva, na fizično telo in še kaj več, skratka, res noro celostno. In v bistvu sodeluje s telesom kot najboljši prijatelj, ker pač je nekaj, kar je iz narave, da obravnava ne samo težavo, ampak v bistvu res tudi deluje na vzrok in pomaga, enostavno povedano, ne vem, kako drugače povedati, kot da stimulira telo, da se boljše odzove na tisto, kar ga pesti, a ne. Je pa tudi, zelo cenovno ugodno, ko gledaš ceno kapljice, a ne. Jaz kot gorenjska duša, vsake toliko let, naredim raziskavo, koliko je recimo ena kapljica za umirjanje kože, to se pravi, sivka lahko umirja kožo, dušo in tudi podpira boljše spanje, a ne. Tako da pač ima res en kup učinkov, tudi v bistvu zelo neguje izzive s hormoni pri nas ženskah. In koliko ena kapljica moje sivke stane, noter je recimo v tej 15-mililitrski steklenički, 240 kapljic približno, in koliko stane mogoče nekaj naravnega v lekarnah, s tem, da tam ogromno časa potem tudi se moram ustaviti, da vem, a je sploh naravno, a imam sledljivost do vira, ali je tam en kup sintetike še zraven, čeprav piše, da je naravno, pa je v bistvu pol naravnega glih 5%. Skratka, hočem reči, da res sem z doTERRO osebno prihranila tudi ogromno časa, ker vem, da je naredila domačo nalogo, ker sem jaz 1 leto delala domačo nalogo na doTERRI, da to preverjam, pa potem še skozi izkušnje. In vem, da vsako stvar, ke naredimo, pa če je to na koncu koncev šampon, negovalna hidratantna anti-aging krema, na drugi strani probiotiki, da pač so naredili res izredno domačo nalogo trga in smo v bistvu z veliko pristopov negovalne kozmetike ali pa na drugi strani prehranskih dopolnil, uravnanih, torej nepredoziranih in naravnih seveda, za vse, za male in velike, smo iskreno res, kar poznam in se dnevno poglabljam v to zadnjih 10 let, tudi v področje prehranskih dopolnil, smo 5 let pred časom. Tako da, absolutno, ne vem, probiotiki, če rečem, karkoli bom rekla, zobna pasta, hidroksiapatit, ki ga ima, ne, mislim, to si poguglaj, noro. Kaj vse v bistvu najdeš in si rečeš: "Okej, če bi hotel imeti najboljšo, ne vem, karkoli si bom zdaj izmislila,
negovalno kremo, ke je alternativa tisti najbolj znani, ke jo uporabljaš iz lekarne, ne, za nego ran, Eau doTERRA to ima in to je Correctix, a ne. Skratka, in noter so točno tiste snovi, ke jih bi jaz želela imeti in naravne in učinkovite. Tako da uvod v varno uporabo preverjeno čistih eteričnih olj. Kako jih uporabljati? Najpogosteje jih resda uporabljamo v difuzorju. V bistvu je sparilnik, tisti, ki uporabljate mogoče do zdaj svečko, naj vam povem, da res poskrbite, da bo med svečko in čašico vsaj 15 centimetrov, drugače boste olje skurili, uničili. Na drugi strani, če, uporabljaš difuzor, moram reči, da tudi stalen primer kot gorenjska duša cene na trgu in so eterična olja doTERRA in tako tudi difuzorji nore kvalitete in tudi zelo ugodni, zelo dolgo delujejo in nikakor ne samo tisti čas, ko pač piše, da velja garancija. In tudi s tem si največ res lahko podpiraš razpoloženje, zdravje dihal, čistost zraka, da si dobro takrat, ko nekdo drug ni dobro, in da ostaneš dobro in da tisti, ki ni dobro, je jutri že dobro. Tako da v bistvu res veliko načinov, zakaj to uporabljamo, je veliko, vedno več jih tudi mojih uporabnikov uporablja to v trgovinah, v sprejemnicah, povsod, kjer so ljudje, v pisarnah, enostavno zaradi boljše prodaje, večje mirnosti, boljšega razpoloženja in boljšega fokusa vseh, predvsem pa res ne samo, da to ful lepo diši, ampak enostavno recimo pač res ugodno vpliva čisto na vse. Na eni strani, bom rekla, pulta in na drugi strani pulta, a ne, tako da, res odlična stvar, ne samo za vsak dom in v vsak prostor v domu, ampak tudi za pisarno, šolo in v vse tudi javne prostore. Potem topično na koži res največkrat uporabljamo z razmaščenim deviškim kokosom, ki ga rečiš po mojih receptih na varen način in lahko tudi varno in učinkovito uporabljaš, kot smo že rekli. To pa je čar mentorstva, ker znotraj mentorstva ti dobiš res usmeritve, predvsem 10 let vsebin, VIP vsebin vseh nas uporabnikov, naše velike, res tako tudi srčne skupnosti podobno mislečih, na drugi strani pa tudi mojih materialov in materialov mojih mentorjev, moje skupine. In topično na koži, dejansko res pač ugodno vplivajo ali mogoče lokalno na kakšen izziv in kot smo rekli, spet deluje na vzrok, po drugi strani pa celostno, ko to uporabljaš na točkah, ki pač te celostno podprejo, to so pa stopala z refleksnimi točkami in na drugi strani hrbtenjača s celotno pahljačo živcev. Po drugi strani pa spet lokalno, pač kjerkoli je, ne, zdaj pač na predelu sinusnih vreč za to nego, te težave, okoli ušesne školjke in po bliskavkah, ko pride do izzivov v ušesih, potem na, predelu, ustne votline, rečeno, primerno določena olja, vse izveš točno kaj, znotraj mojega mentorstva oziroma mentorstva mojih mentorjev oziroma naših skupin podpornih, VIP. Tako da to brez skrbi, danes res želim samo, da vidiš, kakšno širino učinkov lahko dosežejo eterična olja, a ne. Pa mogoče zraven že tudi potipaš, okej, to bi pa jaz rabila ali pa to bi jaz rabil, to pa je eden od mojih rab. Skratka, da majčkeno samo v bistvu vržeš, recimo drobnogled, a ne, pač dajmo pogledati, a ne, pogooglati, kaj vse olje zmorejo. Skratka, res je ful krasno to uporabljati, tudi če to slediš uradnim PIP, Power Information Page, Product Information Page, navodilom na spletu in napotkom na izdelku, v bistvu si v varnih vodah. Ko govorimo o doTERRA-nih izdelkih. Pred prvo uporabo seveda vedno narediš, občutljivostni test, to se pravi, da na predelu, kjer imaš izpostavljene žile, pregledaš, preizkusiš, ali, ti določeno eterično olje in izdelek ustreza, tako kot z vsem, kar na svetu obstaja. In, tudi ob nanosu, kot smo rekli, primerno rečemo ali pa enostavno uporabljamo tudi rulončke, kot so recimo te meni zelo ljubi čustvenčki, ki jih radi uporabljamo odrasli, pa potem druge imamo spet za otroke in tako naprej. Potem se izogibamo direktnemu nanosu, močnih olj na sluznico, kaj šele v očesa ali ven, seveda v uho, ampak to je nekaj, kar se mi zdi tudi že po zdravi kmečki pameti čisto dojemljivo. In da upoštevamo fotosenzibilnost, to se pravi reagiranje, večino citrusnih in še nekaterih drugih eteričnih olj, če so v večji količini v določenem izdelku, po domače povedano, na soncu, v smislu, da se ne gremo s tistim namazani direktno sončit, a ne, tako da ni pa problem, če to uporabljamo na točkah, kot so pod pazuhe, a ne, pač ker logično se večina nas ne sonči in ne izpostavlja namerno temu. In da tudi uživamo v učinkih in sledimo pravilu manj je več, večkrat po malo, da pač daš 20 minut aromaterapije telesu in potem pustiš, da se samo boljše odzove na vse skupaj.
Kar se tiče celostne dnevne podpore za vitalnost, danes, a ne, pa da bom v bistvu ne samo danes, ko sem že dobro boljše, pa da bom lahko tudi imela tako vitalno starost, kjer si želim res biti vključena v življenje svojih bližnjih. Moram povedati, da velika večina nas, tako kot jaz 2014, sem nekaj vzela, in sicer takrat jaz sem res vzela, sicer nisem vedela, da obstaja veliki paket, pa sem vzela mali paket, osnovnih 10, za kar mi je bilo hitro žal, ker smo tega tudi veliko v difuzorju uporabljali in sem ugotovila, da bi veliko več prihranila z velikim paketom. To je pač family, kit. Sem ugotovila, da čeprav to kupujem zato, da bom podprla moje otroke, ko jim nekaj bo, a ne, čez tekom časa, da v bistvu mi moramo to dnevno uporabljati, da si podpiramo šibke točke, zato da bomo dejansko boljše in da do težav mogoče sploh ne pride. Potem leta 2015 sem ugotovila, da v bistvu največ naredim, če podpiram jaz sebe, sploh s svojimi izzivi, kjer moram dnevno negovati, svojo adeno in endometriozo, da pač največ naredim, ko bom dobra jaz, a ne, z dnevnimi drobnimi rituali podpiraš svoje šibke točke, zato da si ti danes dober, da bolj spiš, itak spanje je zlata, vreden kotliček, če si želiš podpreti zdravje z eno res čisto preprosto osnovo. In potem na drugi strani res do danes, kakšna širina uporabe sploh na čustvenem področju, in v bistvu jaz nisem mogla zadržati zase in sem pač to delila in se tudi leta 2016 čisto v popolnosti predala svojemu novemu poslanstvu. Še vedno predajam znanje, kot sem ga tudi poprej, uradno v, profesorskih vodah, 200 študentom, v malo drugačnih okvirih, izobraževalne inštitucije, kot si mogoče zdaj misliš, ampak res sem uživala, ampak po drugi strani še vedno predajam znanje naprej, samo pač iz drugega področja in v bistvu hkrati tudi tule zraven združujem svoja pretekla znanja. To se pravi od, sociologije kulture, verovanj, in tudi starih civilizacij, umetnosti, kar je v osnovi moja izobrazba. In še, kot, dolgoletna turistična vodnica, pač res zanimanje in širina mojega zanimanja res ogromna. Tako da začelo se je z nosečnostjo in porodom, ki je bilo, z drugim porodom moje druge hčerke še bolj . Tako da res ne morem verjeti, da je od tega preteklo že toliko časa, tako da tako kot večino tudi jaz, večina ljudi res pride zraven, ke je slišala od nekoga, da ima on noro dobre izkušnje ali pa da so si neke večje izzive z nego, z dotero res ne samo olajšali, ampak res, da so se podprli in da danes vsak dan uporabljajo pač na svoje načine, saj jih najdeš, a ne, difuzor, rolonček, prehranska dopolnila, naravna kozmetika, naravna čistila, pa en kup drugih stvari še, ki jih ponuja, ker je širina res velika, teh izdelkov. Ostajamo pa v bistvu res zaradi, najboljših izdelkov, v bistvu, ki ti dobesedno spremenijo življenje, no. Če z enim stavkom zaključim ta del, ker, merila tega, kaj zmore, si poprej sploh ne moreš predstavljati, no. Tako da srce pa ostaja v bistvu res zaradi čistih praks podjetja, ki pač potem lahko tudi poda na trg neke take izdelke in tudi v bistvu zaradi mentorske podpore skupnosti podobno mislečih, vsakodnevne podpore, tako da v tem nisi sama, ne, v uporabi in da v bistvu tudi imaš neko usmerjanje in odkrivaš stvari, za katere si sploh nisi mislil že, da jih boš odkril, tako da. Za konec v nekaj minutah res želim podeliti, ker, je res bila, stvar namera, ki sem jo želela danes poudariti, kvaliteta in varna uporaba. Nekaj osnovnih eteričnih olj, mimo katerih ne moremo. Sem spadata zagotovo tudi prva dva. To je sivka in poprova meta, to tudi še mi še danes še vedno med metinimi in cvetnimi eteričnimi olji največ uporabljamo. Sivka res, kot sem že rekla, te sprosti, te popelje v boljši spanec, ampak tule ti dajem, lahko si tudi fotkaš, printskrinaš, en super recept, za difuzor, ali stresotres ali pa lahko noč, tako da mislim, da je zelo že povedno, ke samo naslove preberem. Ali pa na drugi strani, poprova meta, moja mama in jaz tudi ne zmoreva brez nje. Več energije, fokusa, napetost v predelu glave, da pozabim sigurno še ne, hormoni, to se pravi občutke one višje temperature, ke se kar moraš malo odpeti, a ne. Sploh ženske, me, ke prehajamo počasi v srednja leta. Na drugi strani, Focus Blend, ki pride prav trenutno nam vsem, tudi moji dve že skorajda obe najstnici, to ful obožujeta, sploh s kakšnim citrusom. Tako da res olja, ki vsekakor v naši dnevni rutini ne manjkajo. Zdaj pač tista skrivnost mogoče, ke ti jo lahko že malo namignem, pa je, da te difuzor mešanice s par drobnih napotkov varno spraviš tudi v rolonček, samo z enim takim
kratkim trikom, tako da tudi to vse je dobrodošlo potem, če se pridružiš naši skupnosti. Sveti trije, to so pa seveda čajevec, potem imamo tukaj frankincense in pa še seveda limono. Pač ta 3 olja, ja, moj dragi je bil čisto najprej navdušen nad čajevcem in tudi v bistvu nama je res olajšal eno veliko težavo ob piku čebele v vrat, ko smo imeli res kar pač, to pa res lahko rečem paniko in tudi obisk zdravnika, ampak do takrat smo uspešno negovali tudi še s čajevcem. Tako da težave s kožo, nohti, lasišče, recimo glasno premagovanje one težave na dihalih, ki jo imam zapisane, odlična stvar. Potem anti-aging učinek na koži, celična podpora, frankincense je tudi najdragocenejši med njimi. Res zmoreš in in umirjanje, čas meditacije, čas pisanja, ko pač imaš journaling ali karkoli počneš v življenju, praktično frankincense je tvoj najboljši prijatelj. In potem še na drugi strani osvežitev, čistilni učinek, naravna čistila, limona. In tudi v difuzorju velikokrat jo dodajam drugim, enostavno, da dobim bolj parfumsko mešanico, tako kot bi pomarančno eterično olje tudi dodala. Potem pa so ti naši heroji. Eden najbolj poznanih je zagotovo On Guard, to se pravi stražar, nekdo, ki nas v zdravi odzivnosti imunca in tudi energetsko res zaščiti, in kar je najlepše meni, da je v bistvu cela družina izdelkov, od bonbonov za dober glas, ko si nastaven glasu, potem ko zobna pasta za res nor učinek, hipoksiapatit, ke sem ga že prej omenjala, potem ustna voda, On Guard soft jelly, potem kot kapsule za podporo, ko čutiš, da nisi čisto okej, da boš jutri kot nov. Potem imaš še naravno čistilo, koncentrat, detergent za pranje perila, koncentrat, skratka res tako nekaj, kar ne bi smelo manjkati v nobenem domu. Potem enako drugi heroj je Zen Jazz linija za jazz, to se pravi prebavila, zdravje prebavil in v bistvu vse izzive, ki jih lahko najdeš ali v predelu žrela, požiralnika, v predelu želodca, žličke in črevesja, tako tankega kot debelega. Negovanje tega, povem, to je olje, ki deluje v minuti. Potem je še en heroj, Deep Blue. Deep Blue je linija, ki pač premore res tudi kremo, 2 rolona, kapsule z malo drugačno formulo, ampak istim delovanjem in potem še stik, ki manjka na sliki. Skratka, to pa je nekaj tudi, brez česar mi ne zmoremo. In jaz sem vam zraven že kar nalepila izkušnje še ostalih, tako da res si tudi lepo vabljena, vabljen, da ti vmes postavljaš vprašanja, da vmes v komentar deliš svoje izkušnje, ker poanta tega srečanja je tudi seveda, kot je poanta naše skupnosti, da si delimo izkušnje in se sprašujemo in se potem vsi učimo. Tako da zdrava odzivnost mišic in sklepov ni edina stvar, kjer uporabljamo Deep Blue, ampak povsod, kjer čutimo, da rabimo negovati, protivnetno funkcijo telesa ali pa negovati bolečino, no. Tako da tudi ko pride do predela ušes, predela sinusov, predela grla, predela pljuč, predela vseh živcev, ki jih imamo ali na roki ali pa tukajle proti nogi, od kolka dol, predel, maternice, predel prebavil, skratka, noro učinkovita in tudi skorajda najbolj prodajan izdelek, sploh ko pride Deep Blue stika in Deep Blue kreme. In pa še R, esenca življenja, je zagotovo dih in lahkoten dih, in lajšanje težav z dihali, odpiranje dihal, tudi umirjanje ob tistem močnem občutku tesnobe, spopadanje tudi z vsem ostalim, kar je povezano z dihali, ja, da lahko vdihneš zlahka in globoko. Tako da tukaj sem navedla še nekaj Sašinih, Metkinih in Gordaninih izkušenj in v bistvu res noro podpiram, da se, lahko z Erom tudi mi crkljamo vsak dan, tudi ponoči, zato da se ne smrči pri določenih. V glavnem, veš, da se na eterična olja ne moreš navaditi, ker pač so tako kompleksne zadeve, da sicer pri doTERRI imamo ta odstopanja mala, ampak še vedno glih dovolj velika, da se telo na te stvari ne navadi. Potem tudi pri nelagodjih delujejo skupaj s telesom pri vzroku in na celični ravni. Ko gledamo kapljično porabo, so noro res ugodnejši in dosegljivi. Ko gledamo, to dišeče popotovanje, na katerega se mogoče odpraviš in odločiš pri meni ali pri mojih mentorjih, te spremljam kot tvoja mentorica direktna ali pa somentorica, če si pri mojem mentorju vpisan, in tudi si pod varno taktirko vseh nas
to je tudi modri nakup ta, da opraviš 25% nižji vpisni nakup, ki nima obvez do rednih nakupov, čeprav se za njih res v večini odločate, in tudi v bistvu, nudi ti veliko ugodnosti in brezplačna volja. Vpisni paketi ob odločitvi ti res, mislijo namesto tebe, ti dajo stvari še ugodnejše. Tako da tukaj na seznamu mogoče še poglej dihala, prebavila, imunski sistem, koža, spanec, stres, energija, mišice in sklepi, naravne netoksične stvari v tvojem domu, podpora telesom s čistilnimi funkcijami, hormoni, srčno-žilni sistem ali pa če iščeš naravna prehranska dopolnila, kje se najdeva. Tako da piši mi za prisvetovanje. Jaz v bistvu res obožujem, kar delam, predvsem pa sem zate, če potrebuješ usmeritev in celostni ter varen pristop do boljšega počutja in zdravja. Zaradi izkušenj res lahko rečem, sem doma tukaj, zaradi varne uporabe tudi in tudi zaradi srčnega in osebnega svetovanja ter celostnega pristopa za podporo plus zdravo. Hvala ti za tvoj čas in vprašanja, odgovore ste dobili že vmes med samim, webinarjem, tako da ti želim lep večer še naprej. Lep pozdrav in se piševa. Srčna hvala.